Ok, lepo pozdravljeni tokrat v našem podcastu King Vital. Z vami sem Jure Grubanc in moja današnja gostja je gospodična dama Nika Rejc, trenerka, plesalka, dvigovalka uteži, državna prvakinja v tem športu in pa ustanoviteljica svojega koncepta, svoje vizije, ki se imenuje Sodobna dama. Danes bova z kolegico Niko malce predebatirala o tem, kaj počne, o tem, kakšna je njena zanimiva vizija, kakšna bi morala sodobna dama biti. Torej, všeč mi je bila ta njena ideja, ime, tako da se mi zdi, da je primerno, da izve tudi naša ženska populacija, žensko poslušalstvo in pa tudi vsi ostali, da malce izveste, v katero smer gredo vadbe, gibanje in pa tudi življenjski slog sodobne dame oziroma ženske. Mimogrede, všečkajte še našo YouTube in King Vital stran, zato da boste čim bolj na svežem z našimi podcasti, novicami in videi. Ok, začnimo. Nika, živo! Živijo, Jure, hvala za tak lep uvod in predstavitev. Ja, seveda. Več boš pa povedala ti, torej, zanimiv mi je bil tale tvoj koncept, sodobna dama, že ime mi je všeč. Torej, kaj nakazuje? Morda malce povej o tem, torej, kako si začela ta pot, kako si prišla do te ideje, s čim si se kaj prej ukvarjala in kaj želiš doseči s sodobno damo. Jaz sem se zelo dolgo časa spraševala kot inštruktorica vodenih vadb, kako bi vodene vadbe popeljala na višji nivo. Vedno me je ful motilo, ko nisem mogla svojim strankam ponuditi te konstantnosti, se pravi konstantnega napredka. In na podlagi tega sem ful dolgo časa iskala neko ime, ko bi mi bilo vsaj približno všeč, bilo je milijon različnih verzij. Pa sem enkrat med pospravljanjem sobe, sem se spomnila, kaj če bi bila to sodobna dama, in pa sem bila čisto navdušena nad tem imenom in sem rekla, ja, to morem. To je v bistvu že kar nekaj časa od tega, tako da v bistvu je minilo kako leto, preden sem začela z objavljanjem vseh stvari, se pravi, preden sem dala ven sodobno damo pač na Facebooku, na Instagramu, kakor brand. Tako da je v bistvu sodobna dama je vsaka ženska, ki stopi izven svoje cone udobja, zato da uresniči svoje sanje, naj si bo to na neki karierni poti ali pri športu. Hkrati pa se pa zaveda, da je skrb za naše telo zelo pomembno, saj nam omogoča, da imamo več energije, da smo bolj samozavestni, lažje se spopadamo z nekimi stresnimi dejavniki. V logotipu je silueta ženske v krogu, nad krogom pa je utež in ta utež prav predstavlja to, da mi sebe dvignemo ven iz neke cone udobja v krogu in hkrati pač postanemo močnejši. Splošno, psihično in telesno. Ja. Tako je. Ok, evo, že to mi bilo zanimivo. Torej, praviš, si delala že prej na področju vodenih vadb, pa te je motilo to pomanjkanje neke progresije oziroma neke daljnosežne vizije teh vadb. Po čem se pa potem tvoj koncept vizije vadb razlikuje od teh klasičnih? Verjetno si s tem mislila na krožne bootcamp vadbe ali kaj takega. Tako, ja. Jaz v bistvu sem vodila TNZ, bootcamp in hit vadbo, oziroma še zdaj nekaj malega delam tudi tega. Se pravi, pač meni se zdi, da so te vadbe super za neko zabavo, zato da se malo razmigaš, ne bodo ti pa omogočile nekega napredka in sploh, če si začetnica. Te vadbe niso priporočljive, zaradi tega, ker se vse dogaja ful hitro in ne moreš nadzirati svojega telesa, se pravi, vse gre po svoje, trup je čisto nestabilen in to so bile tiste stvari, ko so mene zmeraj zelo motile, pač vedno me je bolelo kar srce, ko sem gledala punce, ko so prišle prvič na vadbo,
ko so njihovi počepi, ne vem, pač niso se znale gibati, no. In jaz pa v bistvu s tem konceptom želim ženskam omogočiti točno to, da se one naučijo nekega pravilnega gibanja, da tudi potem po vadbi niso čist mrtve, da nima naslednji dan tazga muskelfibra, da se komaj premikajo. In zato sem se odločila za princip individualiziranih treningov, kar pomeni, da vsaka pač, ko pride k nam na vadbo, se najprej spozna z mano, se malo pogovoriva, kakšne izkušnje je imela prej, če se je že ukvarjala kdaj s kakim športom, pregledava njene gibalne sposobnosti in glede na to se pač potem oblikujem trening, na začetku brez nekega plana, ker pač potem mu ni potrebe, saj se mora ona najprej naučiti pravega gibanja, s časom pa potem dobi tudi svoj individualizirani plan, torej pač kljub temu, da je v skupini, dela svoj trening, ne dela isto kakor ostale punce. Hkrati pa... Aha. Super, zelo dober koncept, v bistvu se tudi pri nas dosti podobno delamo na področju poškodb. Torej, vsaka dama pri tebi v bistvu dobi sestavljen svoj način treninga. Verjetno so si sicer vaje podobne, ampak vsaka pa ima bolj fokus na to, da je predvsem izvedba in pa napredek tisto, kar je fokus. Torej, izvedba, kvaliteta izvedbe, če te prav razumem, ne toliko tisti trenuten instinkt efekt, torej to, da se počutiš čim bolj utrujeno na vadbi ali pa da se čim bolj prešvicaš, ampak to, da tvoja stranka vidi, da vse dobro delam, dobro izvajam vajo, pa da drug dan čuti tudi boljši napredek, ne? Da ni samo muskelfiber efekt. Ja, točno to, ja. To tudi nakazuje na slogan Vsak dan boljša, se pravi, da te malenkosti na dnevni ravni pripeljajo do nekega cilja, ne? In to ti v bistvu tudi omogoča, da potem res vztrajaš, da ni prevelik napor na začetku, ko pač vse skupaj pol največkrat to vodi v neko nezadovoljstvo, obupaš nad vsem, ker enostavno pač ne zmoreš. Loviti tempa. Pač to razumeš, mislim, če jaz to razumem, že po imenu lahko sklepamo, delaš z damami, z ženskami, kaj pa če bi se prijavil, se tudi daj prijavil kakšen moški želi trenirati z vami, če bi mene vzel? Ja, za enkrat imamo tudi pač mešane skupine še vedno, ker delam pač, sodelujem skupaj s klubom za dviganje uteži Olimpija, tako da v bistvu trenutno je skupaj povezan tudi ženski in moški spol. Imamo enega predstavnika moškega spola, ko je mož od ene punce, tako da ja, pač ampak imamo v prihodnosti pa prav namen narediti tudi samo vadbe za ženske, ki se bo imenovala pač Sodobna dama in neko drugo ime za mešane skupine. Tja se bojo pa lahko prijavili tisti moški, ki se počutijo bolj dame, ali kako? Ne, tja se bodo lahko prijavili pa sodobni moški. Sodobni moški, Sodobni džentelmeni. Sodobni džentelmeni. To bi pa mogoče lahko še to naredili. Ne, zdi se mi dober koncept, ker se mi zdi, da zajema malce več kot samo skakljanje, kot si rekla, ne, ampak morda misliš to stvar peljati še kaj v druge vode, torej tudi malce take zadeve, kot so, ne vem, življenjski lifestyle, pristop, torej kaj dama pomeni danes, kako naj ženska tudi najde, ne vem, neko uravnoteženje med karierno izbiro, družinsko izbiro, kako živeti, da ni vsak dan v stresu in tako naprej. Meni osebno se zdi tukaj, da je tudi kar nekaj še stvari, ki bi se jih lahko prineslo v Slovenijo. Vem, da v tujini je dosti takih vadbenih programov, ki niso samo vadbeno usmerjeni, ampak tudi tako življenjsko, učiteljski. Predvidevam, da te tudi ta smer malce zanima, malce širše.
Ja, točno to v bistvu glih prirejam motivacijski priročnik v tej smeri, kjer bo noter zelo veliko nekega mindseta, v bistvu tudi kot nek delovni zvezek, da bo ženska lahko oziroma vsaka dama, ki pride preko njega, delala na svojem mindsetu, na svojem razmišljanju in tudi preko tega postala boljša, se pravi, zelo dobro spoznala neke svoje vrednote, svoje prednosti, svoje slabosti. Mislim, da ima s tem v bistvu marsikatera zelo velike težave, ko te kdo vpraša, kje so zdaj tvoje prednosti, kje so zdaj tvoje slabosti, pač hitro zatrokiramo. In če hočeš uspeti ali pač v poslu ali pač narediti nekaj na svoji samozavesti, so to tiste stvari, ko se jih moraš naučiti. Se pravi, da v bistvu ti tudi na nek način preko tega spremeni svojo identiteto, svoje prepričanje, da ne vem, naprimer ne rečeš, jaz se navajam na to, da bom, ne vem, telovadila, ampak rečeš, jaz telovadim, jaz sem telovadka. V tej smeri. Ok. Sicer pa pri svoji tudi profesionalni karieri, ker obena si tudi dvigovalka uteži, favoriziraš torej progresiven trening za moč, torej trening, kjer lahko progresivno vsakdo napreduje z nekimi osnovnimi gibalnimi vzorci. Pa mi malce povej, katere se ti zdijo tiste ključne vaje, na katere daš poudarek oziroma v katere želiš svoje dame, svoje stranke vpeljati, jih naučiti? Zdaj v bistvu jaz treniram na malo drugačen način, kakor moje stranke, zaradi tega, ker vseeno jaz dvigujem uteži nad glavo, se pravi, olimpijsko dviganje uteži treniram, svojim strankam pa v treninge ne dajem olimpijskega dviganja uteži, ker je to pač neko bolj kompleksno gibanje, dosti zahtevno in zdaj kot nek rekreativec v bistvu tega praktično ne rabiš oziroma bi mogel to vložiti zelo veliko nekega truda, se zelo fokusirati na to. Ti mora biti to v bistvu športno kar velika prioriteta. Tako da jaz strmim k temu, da svoje stranke naučim osnovne gibalne vzorce, se pravi neke počepe, mrtve dvige, potem razne potiske, pritege, tako vertikalne kot horizontalne, se pravi čist neke te osnovne vaje, s časom, ko postanejo boljše, pa se pravi damo kako kombinacijo, naprimer, ne vem, počep plus potisk, s kettlebelli, kaj takega. Zaenkrat praviš, delaš v klubu KDU Olimpija, torej Tako, ja. temu uporabljajo tvoje stranke opremo, torej večinoma kaj delaš z prostimi utežmi, olimpijskimi palcami, še kaj uporabljaš pri svojem delu, verjetno se kakšnih občasno kakšnih elastik poslužuješ, boso žoge verjetno so prepovedane. V bistvu imamo tudi eno boso žogo v sosednji telovadnici pri plesalcih. Mi imamo dve in jih uporabljamo za pisanje. Torej, jih obrnemo, jih damo na noge in pišemo. Uporabno. Dobro, ja. Namig. Hvala za idejo. Ja, vidiš. Ja. Ampak, mislim, ti tudi uporabljaš še take pripomočke ali se bolj orientiraš na te konzervativne, preverjene pripomočke, ki te pripeljajo do moči? Ja, večinoma v bistvu delamo, tako kot si rekel, z nekimi prostimi utežmi, pa z elastikami na začetku zelo veliko. Se pravi pač, tu so pol olimpijske palice, te pridejo v bistvu na vrsto bolj na koncu, tako da bi jih mogla na koncu povedati, na začetku bolj kettlebelli, dumbbelli, pač pa elastike, ja. Okay. Pa se ti zdi, kaj tvoja klientela, populacija, ki pride k tebi, so tako že kar solidno pripravljene gospodične, ali so to čisto začetnice, gibalno zelo, recimo temu šibke, ali so kar dojemljivi? V bistvu zelo, zelo različno.
Imam na primer eno punco, ko ne zna narediti niti počepa, pa imam eno bivšo dvigovalko uteži, tako da v bistvu zelo Velik razpon. različno, no. In glih zaradi tega je v bistvu ta pristop ful fajn, a ne, ker lahko delata trening skupaj obe, pač med sabo se spodbujata, ena druga, in pač hkrati v bistvu vsaka dela tisto, kar je zanjo najboljše, a ne. Se pravi, lahko sledi svojemu planu. Okay. Kaj mi poveš še malce, glede na to, da si praviš tudi državna prvakinja v potegu, potisku, v čem točno? V potegu, se pravi enkratnem dvigu uteži iz tal nad glavo, pa v nalogu in sunku. To je pa dvig, ki je sestavljen, se pravi, iz dveh delov. Prvo naložiš preko počepa na rame in potem suneš nad glavo. Nad glavo, saj to lepo izgleda. To da priporočam ljudem, poslušalcem, da si malce pogledajo to na spletu, kako izgleda. V angleščini je to clean and jerk, pa snatch, je tako. Tako, ja. In weightlifting z eno besedo. In weightlifting z eno besedo, ja. V katerem težnostnem razredu, to sem zdaj, veš, na tak način vprašal, koliko si težka, ne? Da direktno vprašati. Torej, v katerem razredu to tekmuješ? Tekmujem do 55 kilogramov. Do 55, no vidiš. Torej, to je še ena pozitivna zadeva, ki je tukaj ugotovila. To pomeni, da lahko si močna, dviguješ uteži, pa tehtaš samo 55 kilogramov oziroma še manj. Ne? Ja, v bistvu točno to, ja. Se pravi, pač... To je pogosta bojazen, namreč. To je pogosta bojazen, tudi mene, moja sestra, mami, torej dekleta, punca, vse ženske dame okoli mene so imele najprej ta velik pomislek, ne. Torej, Jure, ti se ukvarjaš z dviganjem uteži, ampak to je bolj za vas, moške, mi moramo bolj imeti dolge mišice, dostikrat rečejo, dolge pa tanke. Daj malo to razjasnim, to direktno. Ja, to je zelo pogosto. Tudi me je bilo na začetku malo strah, priznam, jaz sem bila tudi zdaj bom imela res velike mišice, če bom to trenirala, ampak mi je bilo ful všeč. In pol v bistvu tudi ja, ko sem doma povedala, da bom jaz trenirala olimpijsko dviganje uteži, to je bilo, kaj? Viš, kakšne mišice boš imela, kakšne rame boš imela, ne vem kaj. Zdaj pa ja, včasih si želim, da bi imela še malo več mišic, kakor jih imam. Ja, gre pač za to, da v bistvu moški lahko dosti hitreje pridete do mišic, pa že vam je to kar težko. Ženske pa zaradi naših hormonov še toliko težje dobimo mišice. Tudi v bistvu, ko se v adolescenci začne spreminjati naše telo, se v bistvu tam približno, če gremo gledati telesno sestavo, boste moški imeli 52% mišične mase, medtem ko pač ženske bomo že v štartu imele kar 10% tega manj in več maščobe v krvi. To so pač neke statistične razlike, ja. Tako, ja. In v bistvu je že tu ful velika razlika, se pravi, če si ženska pa hočeš imeti veliko mišic, bi se zdaj mogel kar zelo res potruditi za to, se pravi, imeti neka dolga leta obsežnih treningov, trenirati po 2-krat na dan, res dvigovati neke težke ponovitve do odpovedi, se zraven držati zelo strogih diet. Dajmo reči, da je nekaj malega tudi v genetiki, se pravi, da boš mogel imeti tudi zelo dobro genetiko, če boš hotel pridobiti veliko nekih mišic. Hkrati pa ne... Individualne razlike so pomembne, ja. Ja. Tudi kakšne ženske lahko hitreje dobivajo, ne, kakšne počasne isto pri moških, ne. Ja. Ne, to se mi zdi zelo super, kar si povedala, pa tudi to, da v bistvu
ti zdaj že kar nekaj časa se ukvarjaš z dviganjem uteži, rekorde imaš kakšne, torej sunka nad glavo dvigneš koliko, si rekla, 60, 62? Ne, sunka imam 72, potega pa 64. Aha, no, vidiš, sem zamišljal, potega, ja. Torej, deadlift oziroma mrtvi dvig, ki je ljudem bolj znan, koliko tukaj dvigneš? To v bistvu ne znam točno povedati, ker nikoli ne testiram tega. Največ, v bistvu, kar sem delala po 5 ponovitev na 100 kilah. No, vidiš, kar lepa teža. Tudi počepa imaš verjetno tam okoli, ne? Ja, počepa imam pa direkt 100, ja. Direkt 100. Mislim, zanimivo mi je iz tega stališča, ker dostakrat si potem, ženske rečejo, pa veš, da skoraj nobena ni toliko močna kot ti. Rečejo, če bom pa močnejša postala, bom pa dobila ful mišic, ne. Pa še ti sama praviš, da da v bistvu bi rada še kakšno mišico več, ne, da bi se ti še malce bolj poznalo, pa ne gre toliko hitro. Ne. Ja, to gre res zelo počas. Zdaj v bistvu lahko si pogledamo še, koliko prav pridobiš lahko glede na telesno težo, da tu imam nekaj zapisano. Se pravi, v bistvu v prvem letu lahko ženska dobi se ji poveča telesna teža od 0,75% do 1,25% na račun pač mišica, ne. V bistvu po 2 letih se ta številka enkrat zmanjša, po 3 letih 2-krat. Se pravi, na začetku, ko začneš delati z bremeni, boš dobil malo več mišic, ampak to zdaj ne bo šlo v nedogled, ne. Hkrati pa v bistvu mišice dajo ženskemu telesu obliko, se pravi, pač zadnjica, lepo oblikovana zadnjica so mišice, ne, ni zdaj to. Je pa res nekaj, ne, da s tem, ko pridobivaš moč, ne, moraš povečati tudi prehranski vnos. Ne. In s tem, ko dobivaš večji vnos prehrane, se seveda lahko tudi zgradi nekaj mišic, kot si rekla, je ta prirastek zelo majhen, veliko manjši, kot si ljudje mislijo. Ampak hkrati dobiš tudi sicer nezaželeno, ne, tudi nekaj vode pa maščobe, torej v bistvu teža ti gre lahko kar precej gor, ne. Si izkusila, kaj opazila tudi na svojem telesu, da ti lahko, kadar si v tistem obdobju pridobivanja moči, da ti lahko teža malce poskoči in da se ti morda postava potem ni več takšna optimalna, kot bi se tebi zdela? Jaz sicer take izkušnje pri sebi nisem imela, ker nisem nikoli zdaj jedla zelo nekega povečanega vnosa kalorij, z željo, se pravi, da bi res pridobila veliko mišic, ampak se pa to lahko zelo hitro zgodi pri ženskah, ki grejo v fitness in pač potem pride do izgovora, ne, zdaj imam pa jaz veliko mišic, ker delam z utežmi, v bistvu je pa ona pridobila, tako kot si rekel, na maščobni masi in pač vodi. In je to lahko v bistvu zelo hiter tisti problem, ko pol ženska dobi občutek, se pravi, debelosti, zabuhlosti, na račun hrane, ne pa na račun treninga, ne. To se lahko res hitro zgodi. Torej bi v izogib temu, da ne bo to kakšne dame prestrašilo, da ker sem že imel takšne primere, ko so potem rekli, da so začele delati z utežmi, povečevati moč in so kar naenkrat dobile 5-10 kil v dobre pol leta. Je stvar tudi odvisna od genetike, ne. Odvisna od genetike, ne, seveda. Ampak seveda, kot veva, je to večinoma voda, maščobe. Ampak kako bi se temu izognila? Bi ti takšnim damam priporočala kaj, da svoj vnos ne smejo, kako ne spremljajo ta vnos prehrane, torej ko začnejo enkrat s treningom moči? A veš, ker zdaj se jim kar naenkrat imajo nek nov stimulus, kako naj to si uredijo? Se pravi, pač jaz bi na tem mestu priporočala, da poješ malenkost več, kakor drugače, pa da vneseš več beljakovin.
Ne pa pretiravati, se pravi, jaz ne bi šla recimo kot neka rekreativka, zdaj razen, če bi imela željo po tem, da bi postala bodybuilderka, vnašati zelo neke velike količine hrane, kot pač to nekateri počnejo, se pravi, začnejo trenirati, pa grejo pol v McDonald's, pa še doma pojejo ne vem kaj vse, zaradi tega, ker zdaj pa oni delajo na masi, a ne. Pač gre se za to, da je na masi zelo, pač mislim, je težko delati, pa po drugi strani lahko delati, ampak potem, ko se pa ti želiš spucati, se pravi, te odvečne maščobe, pa pridi do tega izklesanega telesa, na račun tega pa traja kar nekaj časa, plus zavedati se moraš, da moraš pol v tem času zelo spremeniti svoje navade, a ne, če si pač prej imel navado, ko si delal na masi, da ne vem, poješ res neko ogromno količino hrane, jo boš potem kar naenkrat mogel svojo navado spremeniti v to, da zdaj poješ pa kar manjšo količino hrane. In tu pač lahko nastane problem, oziroma če si pač res trdno odločen pa discipliniran, sem pač prepričana, da ti to lahko uspe, v drugem primeru pa pač ne čutim sama potrebe po tem, no. Pa bi rekla, da je morda kakšen tip konstitucije oziroma telesa, ki se na vadbo moči odzove tako, da nekako ne izgleda lepše kot pa prej. Ker sem imel tudi takšne primere, ko so stranke rekle, torej, da se jim je njihova postava zdela lepša, predno so začele dvigati uteži. Pa sem potem malce opazoval samo zgradbo teles, pa sem nekako prišel do zaključka, da morda je vseeno odvisno malce od telesa, od višine, že od predispozicij, kakšen ponavadi se pri manjših bolj pozna, oziroma se bolj hitreje lahko pozna neka razlika v postavi, kot pri tistih, ki so malce višji. Kaj bi sama mogoče imela tukaj kakšno mnenje? Se ti zdi, da so tudi kakšne stranke lahko nezadovoljne za svojo novo postavo, ko začnejo dvigati teži? V bistvu, mislim, zdaj, jaz bi tu rekla, da mogoče res, če si mičkan, pa že tako malo bolj buckast, ti bo na začetku res mogoče lahko to malo neprijetno, ampak mislim, da če boš vseeno delal z utežmi, pa če bo zraven, ne vem, pazil na svojo prehrano, bo to lahko plus, zaradi tega, ker v bistvu tudi ti, ko imaš večjo mišično maso, tvoje telo hitreje porablja neke kalorije, ker pač potrebuje več, dela hitreje, je močnejše, in da pač v bistvu s časom bi bilo okej, mogoče pa res, ne vem, kakšno izkušnjo si imel ti, no, bolj konkretno. Mogoče recimo, če poveš, kaj bi svetovala pri dami, ki pride k tebi, pa bi želela imeti lepšo postavo, ampak se trenutno ubada z preveč kilogrami. In ti svetuješ, bova midva zastavila trening moči, ampak ti ona potem reče, ampak jaz imam že tako močno postavo, pa recimo temu, da je močne postave in poleg tega, da ima še malce več maščobnih oblog, ne? In pravi, in ti bo odgovorila ona, da jo skrbi, da če bo zdaj začela z vadbo moči, da ne bo nič spremenila svojega, recimo temu, možatega videza, ne, ki jo tako moti. Kaj bi v takem primeru? Si že imela takšne izkušnje, takšne stranke? Sem že imela, Jaz v bistvu taki punci povem, da bo shujšala, se pravi, pač zmanjšala maščobo s hujšanjem, se pravi s prehrano, telo bo pa oblikovala z utežmi. Se pravi, zdaj, če ona hoče imeti lepo oblikovano zadnjico, kar si pač želi vsaka ženska, bo definitivno mogla delati tudi nekaj z utežmi, ker če se bo posluževala samo teka, se njena telesna postava ne bo izoblikovala na tak način, lahko bo shujšala, pač jaz bi rekla v bistvu, da je najboljša kombinacija v tem primeru obojega hkrati in neke kardio vadbe
in vadbe za moč z dobrimi prehranjevalnimi navadami, pač ta kombinacija. No. Okay. Pa lahko hkrati, ko bi zdaj s to gospodično probala zbijati telesno težo, torej hujšati, bi lahko hkrati oblikovala tudi mišično obliko, ker v bistvu mišico lahko samo hipertrofiramo ali pa atrofiramo. Ja. Se mi zdi, da je ta napačna predstava, ko ljudje govorijo, sploh pri ženskah dostikrat opazim, ko želijo hujšati, pa hkrati oblikovati mišice, ampak je že res, da se zunanja podoba oblikuje s hujšanjem, ne? Ampak sama mišica se ni oblikovala, ker smo hujšali, ne? Je kvečjemu mišica šla dol ali pa je ostala v enaki obliki, kot je bila prej, ne? Jaz bom tako rekla, pač v začetku, ko ti nimaš nekih gibalnih izkušenj, se pravi, ko se ne gibaš, lahko gre tudi se pravi skupaj in hujšanje in pridobivanje telesne mase pri pač nekem človeku, se pravi, mišične mase. Tako, ja, kaj sem pa rekla? Telesne. Sorry. Se pravi, gre skupaj in pridobivanje mišične mase in hujšanje, ampak le na začetku. Se pravi, pol s časom, ko ti že nekaj časa treniraš, to ne bo šlo več skupaj. Okay. Pa dodaš kakšen se ti zdi režim, kako uspešen se ti zdi režim dodajanja kakšnih takšnih vadb, kot so pilates in podobno, ker dostikrat ženske hodijo na take vadbe tudi zato, ker imajo prepričanje, da bodo tam mišice ne bojo ratale toliko debele, rečejo sami, ne? Ampak bojo pa bolj dolge. Pilates je... Najprej mogoče moramo razložiti, da to ni možno, ne? Torej, ko sem že prej rekel, ne? Mišico ne moreš podaljšati, ne? Taj pač tako dolžino okončine, kot imaš, ne? Mišico lahko samo povečaš, pa zmanjšaš, ne? Ok, še tvoje mnenje. Pilates je v bistvu cool vadba v kombinaciji z drugo vadbo, ne pa zdaj, da greš ti delati sem pilates. Se pravi, pač pilates je fajn, ker ti pač na nek način v bistvu sproščaš svoje mišice, poskrbiš za bolj globoke mišice. Se pravi, veliko delaš na medeničnem dnu in se pač učiš teh zadev, ampak samo to za, ne vem, neko lepo telesno držo, za lepo oblikovano postavo pa definitivno premalo. In kaj izbirajo ponavadi tvoje dame? Se upirajo oblikovanju rok, oziroma predvsem iz mojih izkušenj se bolj upirajo oblikovanju nog, ne? Želijo bolj samo trebuh oblikovati. Bedra jih motijo, stegna. Ravno to, kar meni najbolj všeč, to je zanimivo. V bistvu, če ti povem po pravici, ful nimam teh problemov pri svojih strankah, zaradi tega, ker v bistvu one točno vejo, kaj jaz počnem. Razumem, sprejemajo tvojo filozofijo. Ja, in ne, pa v bistvu tudi to, vejo, da jaz dvigujem uteži, pa da delam, ne vem, z enkrat višjimi težami kakor one in da pač ne izgledam kakor bodybuilderka. Tako da v bistvu imam srečo, da ker sprejmejo vse in vaje za roke, za noge, vse, kar jim da. To se mi zdi, da si glih zaradi tega, si v bistvu zelo dober zgled, ne? Tudi za druge potencialne tvoje stranke ali pa za druge ženske, ne? Ker vsaki, ki jo bo skrbelo, ne, da bo ratala preveč močna moška, ne, in ti lahko rečeš, poglejte mene, a bom zgledam moški. Dvigujem trikrat več kot ti, ne, pa če se strinjaš, da ti izgledam ženstvena, pol pridi k meni, ne, pridruži se nam. Tako da se mi zdi to zelo super, kako združuješ v bistvu poslovno in tudi malo športno kariero, ne. Konec koncev moraš, kako pravijo že, practice what you preach, ne, torej tisto, kar delaš, moraš potem tudi samo upoštevati. Ok, krasno, daj mi morda za konec še malce povej, kakšni so tvoji kratkoročni, dolgoročni plani, kaj želiš doseči s tem projektom? Je to
kaj večjega, imaš namen tudi biti v kakšnem svojem centru, imaš kakšne take poslovne korake naprej planirane? Ja, jaz v bistvu še naprej imam namen sodelovati s klubom dviganja uteži, se pravi Žigatom. On v bistvu še vedno bo veliko delal na samem olimpijskem dviganju uteži, jaz pa bom... To je Žiga Šuan, ne? Tako, ja. Jaz bom pa v bistvu še naprej delala na tak način, kakor zdaj delam. Želim čim bolj razširiti, se pravi sodobno damo, približati trening za moč ženskam, se pravi jim dokazati v bistvu, da je ta strah neupravičljiv. Tako da v bistvu to so zaenkrat nekako moji cilji, ki me vodijo naprej. Pa v samem športu narediti še kak rekord. Pa iti na kako tujo tekmo. Tujo tekmo si že bila? Se ti zdi, da imaš možnosti tudi v tujini? Mislim, na kakšnih evropskih prvenstvih in tako? Za evropsko prvenstvo zaenkrat še ne, bo treba še kar veliko delati. Ampak ja, za neke mednarodne tekme, to bi pa šlo. Sem tudi že bila na eni, tako da... Se ti zdi, da tukaj se dostikrat pri olimpijskem dvigovanju teži, se mi zdi, se dostikrat sama progresija hitreje ustavi kot pri kakšnem powerliftingu? Se ti zdi, da imaš še kar nekaj tiste notranje energije, potenciala? Ja, v bistvu točno to, kar si rekel, zelo hitro se ustavi, predvsem zato, ker je zelo veliko v glavi. In bolj, ko ti prideš do nekih številk, ko so ti že težke, zelo hitro pride tudi do kakega padca in moraš pač iti kak korak nazaj, v bistvu tako, kakor v vsakdanjem življenju, no. Se pravi, greš korak nazaj, da potem lahko greš 2, 3 naprej. Ampak ja, pač zdi se mi, da je še vedno kar nekaj prostora za napredek. Okay. Drugače pa v tem obdobju se pa dosti izobražuješ, verjetno, ne, ko imamo vsi dosti časa. Prej si mi omenila, da si študirala, kaj že, farmakologijo ali kozmetiko? Ne, v bistvu farmacijo, sem bila na srednji farmacevtski šoli, potem sem študij nadaljevala pa na fakulteti za šport. Aha. No, super. Drugače pa zdaj te pa zanima bolj področje, tako, kar se tiče študijsko, ne, tako čisti tvoji interesi, so pa bolj weightlifting, dvigovanje teži, vadba moči. V bistvu ja, predvsem vadba moči. Za weightlifting imam svojega trenerja in sem se tudi odločila, da v bistvu meni ni cilj, da bi jaz kdaj postala trenerka olimpijskega dviganja uteži, vsaj zaenkrat ne. Se pravi, pač v bistvu so svojo energijo trenutno bolj usmerjen v sam trening moči v povezavi z ženskami in pa mindset. Okay. Jelej, super, Nika, tak prijeten pogovor sem imela, mislim, da mi je bilo všeč sploh to, ko sva šla čez ene par takih dogem, ki veljajo na tem področju. Všeč mi je, da si tako strastna pri tem, kar počneš. In se bomo še kaj slišali, no. Tako da zaenkrat pa naše poslušalce vabim, torej, da delijo naprej ta pogovor. Se mi zdi zelo pomembna vsebina, zelo dobra pozitivna vsebina za vse ženske, pa ne samo za ženske, saj praktično ti principi boljše samopodobe, boljšega nekega jaza veljajo za vse. Všečkajte seveda naš YouTube kanal, Kin Vital podcast, Facebook, Niko pa si lahko ogledate na Nika tvojem Facebook profil imaš zaenkrat, ne? Sodobna dama. Ja, Sodobna dama in Instagram tudi, spletna stran je pa v izdelavi, ne? Tako, ja. Okay. Jure, najlepša hvala za povabilo v ta podcast. Jaz sem zelo uživala v pogovoru s tabo, tako da upam, da še kdaj ponovimo. Se bomo še kaj videli, verjetno takrat, ko nam bojo dovolili, da se vidimo. Tako, ja. Ok, živaj. Živjo, enako.